To je ena od stvari, ki nas precej skrbi. Ideja je, zdaj bojo pa čim mlajši začeli, da bojo pa čim bolj tehnično dobri in bojo imeli boljše rezultate. Govorimo o zgodnji specializaciji v športu. Po definiciji je specializiran športnik tisti, ki prakticira samo en šport, več kot 8 mesecev na leto in zaradi tega prekine ostale športe. Problem je v tem, da ta zgodna specializacija pogosto sovpade s tem viškom hitre rasti v adolescenci, se pravi pri puncah pa okrog 12 leta, pri fantih pa 14. In približno 1/3 otrok športnikov naj bi bila ozko usmerjena v en šport. In pri teh je tam 1,5 do 3,5-krat povečano tveganje za nastanek preobremenitvenih poškodb rastne cone. Se pravi, to ni najbolj pametno početje. Tudi po statistikah, kako so šli gledati, če vse te ozko specializirani mladi športniki, če so kaj bolj uspešni, se je pokazalo, da ni ravno temu tako. Se pravi, v Nemčiji so ugotovili, da je samo 0,3% specializiranih otrok in mladostnikov bilo uspešnih na mednarodnem nivoju, ruski športniki podobno, in v Nemčiji so ugotovili, da tisti, ki so bili zgodno specializirani, oziroma da tisti, ki so dosegali mednarodno odmevne rezultate, so začeli z specializacijo v športu po 14. letu, tisti, ki so bili pa nacionalno uspešni, pa prej. Se pravi, razlogov, zakaj bi šli v zelo zgodno specializacijo v športu, z vidika rezultatov ni, z vidika poškodb je pa to neustrezen pristop.